z področja našega ministrstva, ki je pristojno za področje kmetijstva, živilske industrije, podeželja oziroma prehranski sektor nasploh. To je dan slovenske hrane. Na ta dan po vsej Sloveniji poteka tradicionalni slovenski zajtrk, ki je letos prav poseben. Obeležili ga bomo že 10. po vrsti. Jubilejni zajtrk pa bo poseben tudi zato, ker ga je zaznamovala epidemija COVID-19. Zaradi razmer žal priljubljeni zajtrk v šolah in vrtcih tokrat ne bo izveden, kot so ga bili vajeni otroci v preteklih letih. Predlagali smo, da je 20. novembra pri pouku na daljavo nekaj časa, torej del šolske ure ali tudi več, namenijo vsebinam dneva slovenske hrane. Predvsem ozaveščanju, odkot pride hrana, kdo jo pridela, koliko truda je potrebnega za to, zakaj je hrana iz bližine boljša izbira, kakšno vlogo imajo čebele in opraševalci ter nasploh o pomenu rednega zajtrkovanja. Slogan za letošnji jubilejni tradicionalni slovenski zajtrk je zajtrk z medom super dan. V zadnjih 9 letih je bil tradicionalni slovenski zajtrk na mizo postrežen kar 2,1 milijonkrat otrokom v šolah in vrtcih. Pri tem seveda ne moremo prezreti tudi številne druge posameznike, učitelje, vzgojiteljice, vzgojitelje, institucije, podjetja, ki so sodelovali in na dan slovenske hrane okušali tradicionalni slovenski zajtrk. Zato se predsedniku Čebelarske zveze Slovenije, gospodu Boštjanu Noču, ob tej priložnosti iskreno zahvaljujem za njegovo idejo, ki je v vseh teh letih obogatila s pomembnimi sporočili številne otroke in pri marsikomu pustila trajno sled, da še danes razume pomen lokalne hrane in rednega zajtrkovanja. Dan slovenske hrane je naša izjemna priložnost, da izrazimo podporo kratkim lokalnim verigam, podporo slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane, ter spodbujamo zavedanje in pomen domače samooskrbe z lokalno pridelano hrano, ohranjanje čistega, zdravega okolja, ohranjanje podeželja, seznanjanje mladih s postopki pridelave in predelave hrane, torej da otroke, mlade, njihove starše ter najširšo slovensko javnost ponovno spomnimo na pomen uživanja in kupovanja hrane iz lokalnega okolja. Pri vseh preteklih izvedbah tradicionalnega slovenskega zajtrka smo šole in vrtce intenzivno spodbujali, da se živili oskrbijo neposredno pri kmetih, kmetijskih zadrugah ali živilskih podjetjih. Še bolj pa smo veseli, če tisti, ki prerastajo v trdnejše vezi, da se torej nabava živil za izvedbo tako tradicionalnega slovenskega zajtrka, kot tudi sicer naročanje vsakodnevne prehrane izvede neposredno pri slovenskih pridelovalcih in predelovalcih. Ugotavljamo, da je na področju nabave lokalne hrane v javne zavode še veliko rezerve. Zakon o javnem naročanju omogoča, da javni zavodi oddajo javna naročila za posamezne izločene sklope brez uporabe postopkov iz tega zakona, če je ocenjena vrednost izločenih sklopov brez DDV nižja od 80 000 evrov za blago ali storitve, vendar skupna vrednost sklopov oddanih brez uporabe tega zakona ne sme presegati 20% skupne vrednosti vseh sklopov. Vemo, da imamo veliko dobrih primerov, ki uspejo v okviru naročil dobaviti še več lokalne hrane, kot jo določajo predpisi. Vemo pa tudi, da je na drugi strani še veliko javnih zavodov, kjer tega še ne uspejo. Zato bo v prihodnosti potrebna pozornost in spodbuda tudi tem. Prav tako nas čakajo pomembni koraki tudi na strani ponudbe, še posebno v povezovanju in sodelovanju ponudnikov. Ob tem moram tudi poudariti, da zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic tudi določa, da mora javni zavod nabaviti vsaj 50% pridelanih kmetijskih pridelkov oziroma živil iz območja Republike Slovenije
glede na celotno nabavo kmetijskih pridelkov in živil, pri čemer morajo biti vse faze pridelave in predelave opravljene v Sloveniji. Tako opredeljena nabava kmetijskih pridelkov in živil se izvaja do konca leta 2021 in velja za zavode, ki naročajo hrano v znesku do obvezne objave na Evropskem portalu javnih naročil. Dan slovenske hrane pa pred nas postavlja še eno priložnost, da opozorimo na problem zavržkov hrane oziroma odpadne hrane. O tej tematiki smo se ministri pristojni za kmetijstvo včeraj pogovarjali na formalnem srečanju na svetu kmetijskih ministrov. Slovenija je pozdravila prizadevanja za nadaljnje korake za prepolovitev izgub in odpadne hrane na prebivalca vzdolž celotne proizvodne in dobavne verige. Ob tem izražam zadovoljstvo, da smo v Sloveniji v zadnjem času konkretneje pristopili k reševanju tega izziva. V usklajevanju je namreč strategija za manj izgub in odpadne hrane, ki bo celovito naslovila in medsektorsko povezala to problematiko. Na letošnji mednarodni dan ozaveščanja o izgubah in odpadni hrani, ki smo ga prvič obeleževali 29. septembra letošnjega leta, smo skupaj z vsemi členi verige preskrbe s hrano podpisali izjavo o sodelovanju za zmanjševanje izgub in odpadne hrane. Verjamem, da bomo s skupnimi močmi naredili pomemben korak pri spoštovanju hrane in tistih, ki jo pridelujejo ter prispevali k zmanjševanju izgub in odpadne hrane v Sloveniji in tudi širše. Spoštovani, naj se ob koncu zahvalim še ostalim partnerjem, s katerimi sodelujemo pri izvedbi Dneva slovenske hrane in tradicionalnega slovenskega zajtrka. To so poleg našega tudi ministrstva pristojna za zdravje, izobraževanje, kulturo, okolje in prostor, Čebelarska zveza Slovenije, Zavod za šolstvo, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Zveza sadjarskih društev Slovenije, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zadružna zveza Slovenije ter Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Iskrena zahvala pa še posebej vsem slovenskim kmetom, ki neumorno dan za dnem skrbijo, da so naši krožniki polni dobre, okusne, lokalne hrane in pridelkov. Njihovo delo in trud globoko spoštujemo in cenimo. Hvala lepa, ostanite zdravi. Hvala lepa, doktor Podgoršku, ministru. Pa bi nadaljevali kar s predsednikom Čebelarske zveze, gospodom Boštjanom Nočem, potem pa še z ostalimi govorci. Boštjan, zvok moraš. Okay. Ja, en lep pozdrav vsem skupaj, spoštovani minister, vsi ostali prisotnih, ne bi še enkrat našteval. Ja, res, petek je spet praznik slovenske hrane, ki se mogoče premalo zavedamo, kaj smo naredili pred 10 leti. Čebelarska zveza je že 13 let nazaj začela z medenim zajtrkom, takrat smo orali ledino in če pogledamo zapisnike, večkrat je bilo javno rečeno, da ne smemo promovirati slovenske hrane, da bomo iz Evrope kaznovani, da Evropa ne dopušča, bom rekel, tovrstne promocije. Jaz sem večkrat takrat na glas rekel, da nevladne organizacije to lahko počnemo, verjamem, da država ne more početi, ampak če pogledamo pa zdaj teh 13 let in 10 let, je pa vsak drug korak beseda o pomenu slovenske hrane, pomenu slovenskega kmetijstva in tega je še premalo, še več moramo na tem delati, ni samo en dan priložnost za uživanje slovenske hrane, slovenskega zajtrka, tako da teh 10 let je prav, da se spomnimo z neko nostalgijo, predvsem pa, da si začrtamo še bolj ambiciozne cilje za naprej, da še spodbudimo, bom rekel, javne zavode, da jim prilagodimo zakonodajo, da omogočimo, da bodo šole, zavodi, ustanove dobili to z prve roke. Tukaj predvsem tudi mislim na ta zadružništvo, kajti jaz mislim, da povezovanje slovenskega kmetijstva, čebelarstva je edina pot, da bomo lahko z našo domačo slovensko hrano oskrbovali, bom rekel, to širšo paleto ljudi.
moramo se zavedati, da dobra hrana tako v vrtcih, šolah, v domih starostnikov, v bolnišnicah je tudi temelj za boljše zdravje in mislim, da moramo tukaj vsi skupaj narediti, ne gledati samo na 1 cent ali pa 2 ali pa 5 centov, ampak da se vlaga v zdravje tudi pri zdravem načinu življenja, pri kvalitetni hrani in tukaj imamo po mojem vsi skupaj še kar veliko stvari, na katere se je ob dnevu slovenske hrane treba spomniti. Jaz na tem mestu bi se še enkrat, tako kot je tudi minister rekel, zahvalil vsem, predvsem šolam, ravnateljem, vrtcem in vsem, ki so v šolskem sistemu, kajti če ne bi bilo njih, tega zajtrka tako ne bi mogli vsa ta leta izvajati. Jaz se spomnim leta 2007, ko je Čebelarska zveza takrat sama začela ta projekt, so nas šole velikodušno sprejele. Saj, če bi oni rekli ne, tega projekta absolutno ne bi bilo, tako da brez njih začetka tega projekta ne bi bilo in verjamem, da tudi brez vseh ostalih deležnikov ne bi danes govorili kot o enem najbolj uspešnih projektov promocijskih na področju lokalne hrane. Tudi tujini nam priznavajo, predvsem po čebelarski poti, na Svetovnem čebelarskem kongresu je bilo večkrat izpostavljeno, da je to najboljši promocijski projekt za med in čebelje predelke, ki je bil kdajkoli predstavljen v svetu. To se pravi hrana med v šole, prehranjevalnih navad in jaz sem vesel statističnih podatkov, kjer se v teh 10 letih prehranske navade spreminjajo, več se zajtrkuje, manj je veliko otrok, tako da rezultati so tudi z tega stališča taki pravi nadaljevati v tej luči, zadeve nadgraditi, iz dneva slovenske hrane prideti v teden slovenske hrane, to sem že lanskrat poudaril, treba je zadevo razširiti. Mi imamo veliko menijev, ki jih lahko naredimo slovensko hrano, lahko jo ponudimo, tako da jaz mislim, da je biti treba res ambiciozen in projekt čim prej razširiti v teden slovenske hrane, kajti samo na ta način bomo pomagali slovenskemu kmetijstvu, slovenskemu čebelarstvu in na koncu koncev tudi ohranjanju podeželja. Jaz bi v tem delu še izkoristil 2 kratke stvari. V uvodu ste videli en filmček, ki ga je izdala Čebelarska zveza danes. Takih filmčkov bo 5 izključno slovenskimi proizvodi. Enega boste še videli ob koncu. Želimo to dati kot neko darilo ob dnevu slovenske hrane, ob 10. obletnici, da pokažemo naši javnosti, da se marsikaj dobrega lahko naredi iz slovenske hrane. Mi smo se tukaj osredotočili predvsem na zaščitene kmetijske proizvode, kajti v Evropi zaščitene kmetijske proizvode, kajti smatramo, da so te zaščiteni kmetijski proizvodi v Evropski uniji nekako v Sloveniji premalo prepoznani, so pa nek cvet slovenske hrane, kajti če smo jih zaščitili kot neka naša posebnost, neka naša tradicionalna stvar, jih je treba tudi izpostaviti. Zato smo se mi in tudi v prisotnosti ministrstva pred enim tednom dobili preko enake konference z skoraj vsemi certificiranimi nosilci certificiranih evropskih zaščit in sklenili, da bomo v kratkem naredili konzorcij, kajti smatramo, da bomo skupnim nastopom na trgu, skupno promocijo lahko še bolj uspešni in jaz sem vesel, da je tudi minister zadnjič zelo jasno povedal, da absolutno združeni smo lahko močnejši, država bo poiskala možnosti, kako tem certificiranim ponudnikom še bolj pomagati, kajti vemo, da brez promocije ni uspeha in vsi skupaj smo se mi na tem sestanku strinjali, da ne more država Slovenija prepustiti evropskih zaščit samo promocije iz evropskih razpisov, kajti potem smo v bistvu prepuščeni sami sebi, če nam uspe na evropskih razpisih, je v redu, doma pa, bom rekel, smo nekako zapostavljeni, ampak še enkrat, jaz verjamem ministru in verjamem vsem ostalim, kajti če je optimizem, je tudi pot in volja in tudi cilj, tako da bi na ta način zaključil, bodimo ponosni na našo slovensko hrano, na slovenske čebelarje, na slovenski med. Jaz sem prepričan, da se je v teh 10 letih zavedanje Slovencev v marsičem spremenilo.
Mislim, da se danes že zavedamo, da hrana ne zraste na trgovskih policah, da če ne bi bilo pridnih rok slovenskega kmeta, slovenskega čebelarja, sploh ne bi mogli govoriti o tradicionalnem zajtrku v slovenski hrani in v času, kjer smo, ko se bojimo tudi za samooskrbo, ko se bojimo, ali bodo naše trgovske police imele hrano, je še toliko bolj pomembno, da vemo, da imamo v Sloveniji pridne roke čebelarjev in kmetov in jaz tukaj sporočam in prosim tudi ljudi, da grejo do najbližjih kmetov, do najbližjih čebelarjev in da z nakupom konec koncev vsi skupaj tudi kreiramo usodo slovenskega kmetijstva in posledično slovenskega podeželja, kajti jaz mislim, da se vsi skupaj zavedamo, da če ni slovenskega kmeta, tudi tistega majhnega, če ni slovenskega čebelarja, kdo bo obdeloval našo zemljo, kdo bo obdeloval našo lepo Slovenijo in jaz bi s tem zaključil. Praznujmo praznik slovenske hrane v petek s ponosom na tisto, kar delamo, razširimo ga na en teden, seveda pa spodbujamo ljudi, da jejo slovensko hrano vsak dan. Pa naj bo slovensko hrano dober tek. Najlepša hvala našemu predsedniku Boštjanu Noču. Ja, gre za projekt, ki povezuje številne sektorje. Z nami je tudi predsednik Zadružne zveze Slovenije, gospod Borut Florjančič, pa mu dajem kar besedo. Gospod Florjančič. Dober dan, pozdravljeni. Najprej pozdravljam spoštovane goste, predsednika Čebelarske zveze Slovenije, gospoda ministra Jožeta Podgorška. Čestitev bi vam za to smelo pobudo in pa za 10 let dobrih idej. Naredili ste pred 10 leti odločilen korak, postavili ste eno pomembno stvar v zavedanje na mizo, skratka pomen slovenske hrane. Začeli ste z zajtrkom, ko ste že sami, gospod Noč, rekli, treba nadaljevati s kosilom, z večerjem čez cel teden. Lepo ste oba moja predhodnika ponazorila, to je praznik slovenskih kmetic, kmetov. Brez njihovih pridnih rok, dela, odrekanja, vizionarstva, trdoživosti ne bi bili tu, kjer smo. Je pa dejstvo, da moramo tudi mi opraviti svoja poslanstva po vseh teh delovnih mestih in se truditi za to, da slovenska hrana postane vsak dan, da ne bomo rabili praznik slovenskega zajtrka, da bomo rekli, tukaj smo nekaj postorili. Pa vseeno, danes je danes za praznik, 10. obletnica, letos je malo drugače. Otroci bojo danes pojedli zajtrk doma, s tem postaja to nekako tudi družinski praznik. Jaz mislim, da je resnično tudi se z vidika zdrave prehrane in zaveščanja o pomenu zdravih obrokov, število obrokov tudi nas po tem pogledu dosti naredilo, tako da tudi z tega vidika čestitke za te pobude. Zelo veliko govorimo tudi te koronske krize o samooskrbi, o prehranski varnosti. Tu je pa pač cel niz, tudi oba predhodnika sta na to temo tudi kaj povedala. Skratka, starši, skrbniki se zavedajo prav gotovo pomena zdrave hrane, kaj pomeni zdrav obrok za naše mlade. Vendar v tem nizu odločanja so ljudje, ki morajo poznati orodja, kako se sestavljajo javni razpisi, kako uvesti vse te elemente, tako imenovane pozitivne diskriminacije, izkoristiti, kar nam nudi bližina, kar nam nudi že lokalno, kajti imamo v okolju ali združevalce, kot so zadruge, ali posamezniki, ki proizvajajo zdravo hrano, in resnično pozivam v tej priliki, da samooskrba, prehranska varnost ne bo beseda, ki bo, jaz upam, da tudi s to korono, ki bo izvenela, da ta beseda ne bo izvenela, ampak da bomo nadgradili, da bomo še boljši in da se bomo zavedali, kaj pomeni, ko posežemo po slovenski hrani. Skratka, vas pozivam vse tiste, ki ste na delovnih mestih, ki se odločate, da ste za slovensko hrano, za napredek, za obstoj slovenskega kmeta, za obdelano čisto okolje in na koncu za zdravo hrano. Ta slovenski zajtrk pa nekaj še tudi pomembnega naredi
v bistvu naredi neko obeležje, zgodbo, da mladim, ki se začenjajo izobraževati in starejšim, predstavi pomen slovenskega kmetijstva, kdo to hrano pridela, kaj je potrebno in da, tako kot je gospod Noč rekel, to ne zraste na policah, nekdo mora zgodaj zjutraj vstati, kravo pomost, med točiti in tako naprej. In resnično na promociji pač kmetijstva dela je bilo tudi veliko narejenega. Čestitam še enkrat Čebelarski zvezi, predsedniku za to pobudo. Pridružujem se, kar je bilo tudi navedeno, kje so poti za naprej. Dejansko mislim, da jih vsi osmišljujemo v svojih okoljih, da se ne samo trudimo, da se resnično borimo za te stvari, da bomo veliko slovenske hrane imeli projekt, upam, da bo uspešen, skratka nekega modela, kako bi lahko zadruge, tudi ena zastopala druge do javnega zavoda, skratka, da ta javni zavod naenkrat lahko dostopa do široke palete slovenske hrane. Skratka, naj bo ta dan v praznovanju, kot vsi drugi dnevi pa delovno uspešni. Najlepša hvala gospodu Florjančiču za te besede. Vsa leta nam ob strani, ob izvajanju tega zajtrka stoji tudi šolstvo, in sicer gospa Irena Simčič iz Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Predajam besedo kar njej. Bi pa pohvalila, se vidi, da živi s tem našim zajtrkom, njeno ozadje je v stilu. Hvala, Irena, prosim. V stilu zajtrka, spoštovani gospod minister Jože Podgoršek, spoštovani gospod Boštjan Noč, spoštovane vse udeleženke in udeleženci današnjega srečanja. Tudi v šolskem prostoru smo inovativni in lahko seveda naš jubilejni zajtrk in odličen plakat, ki je bil izdelan v okviru Ministrstva za kmetijstvo, preberete z druge strani, ker je pač namreč zdaj v tem trenutku v zrcalni sliki. Ponosna sem in ponosni smo, da se je Zavod Republike Slovenije za šolstvo že pred 10 leti odzval in toplo podprl ta projekt z vsemi našimi močmi. Kljub temu, da je letos 10. jubilejni zajtrk, ki bo izpeljan v drugačni obliki, pa smo se v šolskem prostoru zelo dobro pripravili. Če smem deliti z vami včerajšnje srečanje, ki se ga je udeležilo 150 organizatorjev šolske prehrane, ki smo ga organizirali ravno s tem namenom, kako naj čim boljše te dejavnosti izpolnijo. Tisti udeleženci, ki pa na srečanju niso bili prisotni, bodo pa to opravili danes popoldne. Vsi se zavedamo, da je prehranska vzgoja, oblikovanje prehranskih navad, poleg družine zaupano tudi šoli. Kot se ugotavlja, je zajtrk izjemno pomemben obrok in pri nas, ker imamo organizirano šolsko malico, so otroci zelo radi ta obrok kar nadomeščali šolsko malico, ki pa je le dopolnilo šolskemu zajtrku. V okviru Dneva slovenske hrane, v okviru obeleževanja tradicionalnega slovenskega zajtrka so šole pripravile različne, odlične vzgojno-izobraževalne dejavnosti, namenjene vsem otrokom. Mi smo jih pa posebej pozvali, da ravno sedaj, ko smo v tej situaciji, ko so otroci in izvajajo pouk od doma, da še bolj pozorno spremljajo zdravo, redno prehranjevanje in dajejo poudarek tudi zajtrku. Vsem želim lepo praznovanje,
Bom pa tudi delila in tudi naše učiteljice in učitelji bodo delili preko socialnih omrežij zadeve, ki so jih skrbno, skladno z vzgojno-izobraževalnim vidikom in didaktično pripravili. Čestitke vsem in lepo praznovanje. Hvala lepa, gospa Irena. Čas je, verjetno smo postali že malce lačni, da si pogledamo še en posnetek, tako da med tem pa vas vabim, da si Ko praznujemo, se lahko vprašamo, kam naprej. Vsekakor za naše sedaj že vzgojene, bodoče potrošnike, ki imajo veliko afiniteto do slovenskih pridelkov in živil in imajo afiniteto do kmetijstva, je morda čas, da tudi razmislimo o tem, da je obdobje zajtrka v času vegetacije takrat, ko imamo na razpolago veliko več različnih živil, da bi se tudi druga živila ne samo kot enkratni dogodek, temveč kot tradicija pojavljala velikokrat na jedilniku. Želimo si kot Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, da bi vzpostavili tudi sisteme naročene pridelave zaznanega naročnika, ker žal sveže sezonske zelenjave, sadja ne moremo imeti na zalogi, temveč moramo vnaprej vedeti, kam kaj prodati. In že nekdaj, ker je to tradicija, se bom obrnila na zelo znano osebo. Že Marija Terezija je rekla, da kadar imam bogatega kmeta, imam bogato državo. In ker je danes res izreden dogodek v nenavadnih razmerah, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije apelira na benevolentno pristopanje vseh organov, vseh nadzornih organov, da bi v teh časih te prodaje od pridelovalcev preko kratkih verig potekale dobro in omogočeno po vseh možnih kratkih dobavnih poteh. In lahko se ta danes zahvalimo vsem nam in vsem kmetom, ker je to eden od lepih vzorov krasnega sodelovanja tako institucij kot vseh kmetij in zadrug. Hvala lepa, Gabriela. Zdaj bi pa povabila k vprašanjem. Tukaj je vprašanje, pozdravljeni, rada bi slišala kaj več o tem, kako bo Zadružna zveza in zadruge pristopile k temu, da bodo javni zavodi naročali prek njih slovensko hrano od izvora do prodaje, pa mogoče kar predsednik Zadružne zveze. Ja, pozdravljeni, hvala za vprašanje. Že iz svoje prakse v zadrugi sem se redno srečeval s problematiko tega področja in je včasih treba biti v bistvu iskren in ugotoviti, da je dostikrat pomanjkanje znanja in časa. Skratka, dostikrat tudi pripravljavci razpisov so osebe, ki imajo včasih po 3-4 funkcije. Gospa je bila ravnateljica, skrbnica za hrano, pa še razredni pouk imela. Potem pa naj naredi dober razpis. Na tem področju sem srečal pa par dobrih praks. Skratka, so občine kot ustanoviteljice javnih zavodov dale pobudo in znotraj pač svoje organizacije poiskale kadrovsko moč, pravno, in so spisale razpise, ki so bili pravilni, ustrezni in niso imeli tiste čudežnega odstavka najnižja cena.
Skratka, na tem področju treba narediti korak naprej, opolnomočiti tiste, ki pripravljajo razpise, izzvati, pozvati nas, združevalce hrane, da naredimo korak naprej, da pomagamo tem zavodom, da ne bojo iskali na 20-30 koncih zelenjavo, če želijo slovensko in vsakega, ki ima krompir, čebulo, posebej kontaktirali. Skratka, da mi upravimo svojo funkcijo združevanja in nastopimo do zavodov. Sigurno vsak, ki se je s tem ukvarjal, se je soočal še s kakšnimi nedovoljenimi praksami, zato smo, da takrat, ko jih opazimo, da vzdignemo roko in da se te zadeve zmanjšujejo. Še enkrat, že prej sem rekel, imamo kar nekaj dobrih praks, ne, in na Gorenjskem, Posavju, pa tudi najbrž po drugih delih Slovenije, dajmo to promovirati in predstaviti tistim, ki so, bi rekel, tudi v stiskah, kako dobro pripraviti, da speljemo. Naš načrt je na Zadružni zvezi, da spodbujamo zadruge, da v tem pač po koronskem obdobju, ki upam, da bo čim prej, da nagovorimo vse te ključne odločevalce na regionalnih občinskih ravneh skupaj z predstavniki teh zadrug, gremo k njim in poiščemo, kaj lahko naredimo za zadrugo, za kmeta in na koncu konca za tega, ki bo to hrano prejedel več, da se bo ta vez, se pravi preko javnih naročil stkala in da bo trdna. Predlagam, da če ima kdo še kakšno vprašanje za gospoda ministra, predsednika Čebelarske zveze, da dvigne roko oziroma zapiše vprašanje. Je še kakšno vprašanje? Roko morate dvigniti spodaj v komandah pri Zoomu, da vidim. Ne? Ni več vprašanj. Aha, je. Gospa Jana Krebel, kar prosim. Ja, dober dan. Mene bi zanimalo, kakšna je ocena sicer zdaj recimo v javnih zavodih, koliko se uporablja ta možnost, da javni zavodi naročajo hrano lokalno. Potem pa še glede na sedanjo pandemijo, ali ta kakorkoli vpliva na potrošnjo doma pridelane hrane, tudi na ravni gospodinjstev, ali opažate, da zdaj recimo več pridelovalcev lahko pač svojo hrano proda na lokalnem trgu, ali mogoče se bolj tujim ponudnikom zaradi cen še pobrati ljudi. Hvala. Hvala za vprašanje. Gospod Podgoršek, mogoče vi v nekem delu ali ja? Ja, vprašanja so oba zelo na mestu. Zdaj glede ocene, koliko hrane lokalnega izvora v javnih zavodih, predlagam, da vendarle odgovorijo, mislim, da predvsem na Zavodu za šolstvo, ki imajo bistveno več teh podatkov, tudi teh ocen. Bi pa odgovoril na drugo vprašanje. Nedvomno je pandemija spremenila kupne navade Slovencev. V tem trenutku beležimo tudi v spomladanskem obdobju epidemije covida, smo beležili, kot tudi sami lahko ugotavljamo, če pogledamo nakupovane vrzičke v trgovinah, bistveno več hrane z daljšim rokom trajanja, bistveno več moke, kvasa, torej gospodinjstva so začela doma pripravljati več teh osnovnih živil, kruh in podobno. Ugotavljamo, da se nam zelo zaustavlja prodaja najboljših kosov mesa in to predstavlja v mesno-predelovalni industriji kar čedalje večji problem, ker se ti najboljši kosi mesa zamrzujejo. Najboljši porabniki teh kosov so seveda HoReCa sistemi, torej restauracije, gostilne, turizmi, kjer so seveda, ko gremo nekam na večerjo, jemo drugače, kot kuhamo doma. Po drugi strani se je povečalo povpraševanje, zlasti v tem spomladanskem obdobju, smo res beležili zelo hiter premik k nakupovanju pri lokalnih ponudnikih, kmetih, torej so potrošniki zaznali te poti in tudi v spomladanskem obdobju, ko nas je skrbela prodaja prvih slovenskih jagod, špargljev, kot tipičnih sezonskih izdelkov, kjer ti rabiš potrošnika bolj kot ne skoraj da vsak dan v trgovini, ker izbirati sveže izdelke,
Je prodaja na domu stekla zares dobro in nismo beležili nekih večjih zastojev pri prodaji teh izjemno občutljivih in pa sezonskih produktov. Ne rečem, da morda na kakšni kmetiji ni prišlo do zastoja, tega ne trdim, ampak generalno za celoten sektor pa je v tem delu zadeva stekla zelo dobro. Torej tudi sedaj v tem jesenskem času, ko smo zopet zaprli HoReCa sistem, javne zavode, pričakujemo spremenjene nakupne navade oziroma ne samo spremenjene nakupne navade, spremenjeno povpraševanje. Kajti javni zavodi, HoReCa sistem so vendarle velik povpraševalec tudi po hrani slovenskega porekla in tudi porabnik te hrane, ki jo in kmetije in živilska podjetja, živilsko-predelovalna podjetja pripravljajo bolj kot ne samo za njih. Pa ne mislim v smislu kvalitete, zato ker verjamem, da je hrana slovenskega porekla res dobre kvalitete, ampak predvsem v smislu enot pakiranj, ki so prilagojena pakiranja za te inštitucije. In sedaj ta del povpraševanja v bistvu manjka. Na slovenskem trgu zagotovo bomo beležili velike težave pri prodaji, kot sem že prej omenil, govejega mesa. V tem trenutku se kažejo velike težave pri prodaji slovenskega svežega sadja in predvsem zelenjave, kolikor jo še imamo, kljub temu, da imamo izjemno nizko samooskrbo, pa se že v tem trenutku kažejo res velike težave. Ravno tako pričakujemo težave pri svinjini, torej v tem sektorju prašičereje. Pa ne samo zaradi covida, tudi zaradi afriške prašičje kuge, ki se pojavlja tudi v Nemčiji in se izvozi zmanjšujejo na kitajsko, na azijsko tržišče. In zato celotna Evropa v tem trenutku išče rešitve za ta sektor, ker je preplavljena s prašičerejo, s svinjskim mesom in zato tudi cena tega mesa strmoglavlja v res nižine. Se bojimo, kje se bo sploh postavila zadeva in tudi iščemo morda nekatere rešitve tudi v okviru protikorona paketa 6., ki je bil sprejet že na vladi. Zdaj za mleko zaenkrat upamo, da se bo ponovila spomladanska zgodba, kjer razen manjšega nihaja cene navzdol je prodaja, torej tudi prevzem na kmetijah tekla nemoteno vse dni, tudi v času največjih strahov in epidemije. Vendarle pa moramo poudariti, da je ravno ta sektor, mlečni sektor, dokazal, da se oblikovanje verig in pa sodelovanje res plača. In v spomladanskem obdobju je ta sektor bil izjemen primer dobre prakse, kjer se je breme krize razdelilo na prav vse deležnike, od kmeta, zadrug, živilsko-predelovalnih podjetij in trgovcev, kjer so znali stopiti skupaj in so se uspeli dogovoriti in nekatere mlečne izdelke v trgovini verjetno nikoli več ne bomo kupovali tako poceni, kot smo jih meseca maja, ko je bil mesec slovenskega mleka. In zato velja ta moja spodbuda vedno znova, da moramo v tem mirnem času, ko nimamo težav, iskati partnerje, oblikovati verige in tudi na našem ministrstvu bomo še naprej objavljali razpise za ukrepe sodelovanja, za povezovanje ponudbe, tudi prej je že predsednik Zadružne zveze omenil, da moramo tudi na strani ponudbe narediti pomembne korake, da bomo lahko več hrane pripeljali v javne zavode. Vsi razumemo, da so tudi v javnih zavodih tisti, ki so odgovorni za nakup hrane, izjemno zaposleni in da težko si privoščijo, da bodo vsako minuto pobirali neke izdelke, ko bomo imeli vedno znova nov ponudnik in zato rabijo združeno ponudbo in dobavo samo parkrat na jutro, ne pa čisto vsak izdelek, ki bi pripeljal svoj ponudnik. To je izjemno težko tudi za javne zavode in tudi ta korak moramo mi na tej strani ponudbe narediti, da bomo začeli povezovati, zbirati ponudbo in praktično z enim kamionom, kombijem, kakorkoli že pripeljati večji del hrane, ki jo nek javni zavod potrebuje za tisti ali morda še naslednji dan, ker vemo, da oziroma zalog si pa javni zavodi res ne delajo, tudi sam sistem je temu prilagojen tako. Torej, bomo še naprej spodbujali tudi s finančnimi ukrepi ta sodelovanje med posameznimi kmeti, oblikovanje verig in, kot sem že omenil, primeri tudi spomladanske korona krize dokazujejo,
dokazujejo, da utečene poti delujejo tudi v času krize. Tudi biki, prašiči, zelenjava, pogodbena zelenjava in tako naprej. Kje je bila v ozadju pogodbena povezava z nekim kupcem, je tekla. Problemi smo imeli s tistim, ki so iskali ali pa ki še vedno iščejo svojo slučajno priložnost na trgu, nimajo pogodbenih zavez, se ne povezujejo v verige in tista kmetijska gospodarstva so tudi v spomladanskem obdobju in tudi sedaj verjetno v najslabšem položaju, ker se te njihove običajne tržne poti bolj kot ne zapirajo. In sedaj bo vse to prišlo na urejene sisteme in ti urejeni sistemi ali pa če hočemo živilsko-predelovalni sektor ne more kar čez noč prevzeti vse, kar prej ni bilo v njihovi verigi, ker tudi ta podjetja nimajo trga za naprej. Tako da nas tukaj čakajo še kar pomembni izzivi oblikovanja verig, povezovanja, zato da bomo lažje, ali pa da bomo bolj odporni na takšne krizne razmere, kot nam jih prinaša ta COVID. Se opravičujem. Hvala, doktor Podgoršku. Mogoče še gospa Irena Simčič iz zavoda na prvo vprašanje. Torej, hvala lepa. Gospod minister je odlično povedal, da vzgojno-izobraževalne ustanove potrebujejo združeno ponudbo, da jim to olajša delo. Ampak ne smemo zanemarjati, tudi zdajle se v času te krize kaže, da se vendarle, in to ni zanemarljivo, dnevno na področju vseh vzgojno-izobraževalnih ustanov pripravi več kot 680 000 obrokov in ni odveč povedano, da druge države evropske se s takšnimi težavami, recimo pri izgubi, ki bo nastajala v javnih zavodih, ne srečujejo toliko, kajti evropske države takšne organizirane prehrane, kot jo imamo pri nas, ne poznajo. Po zadnji analizi, ki smo jo opravili, se v javnih zavodih s področja izobraževanja, tu so vključeni vrtci, osnovne šole in pa srednje šole, v okviru organiziranih obrokov nabavi na letnem nivoju za 140 milijonov evrov živil. Ko smo pregledali po šolah, katere so tiste skupine izdelkov, ki so v finančnem smislu najpogostejše in seveda posledično tudi v količinskem, so v prednosti kruh in pekovski izdelki, mleko, skupine živil in mlečni izdelki, sledi že sadje in zelenjava in pa meso ter mesni izdelki. Zdajle v času epidemije, za katero upam, da bomo, če se bomo držali vseh priporočil, da jo bomo lepo izpeljali, se bo tudi, ko se bomo vračali v šole, vrnila številka dnevno pripravljenih obrokov. Vzgojno-izobraževalne ustanove pa tudi v tem času, kjer pripravljajo nekatere obroke, bodisi za otroke iz socialno šibkejših okolij, nekatere vzgojno-izobraževalne ustanove tudi za ostale in zunanje, sem ravno na včerajšnjem sestanku, ki sem ga prej omenila, izvedela iz nekaterih šol, da so se odločali in da pripravljajo izključno slovensko hrano in izključno slovenske menije. Toliko upam, da sem odgovorila. Hvala lepa. Zdaj bi pa dala besedo še našemu predsedniku, Boštjan Noč. Če mogoče lahko samo še 2 stavka. Jaz mislim, da se vsi strinjamo, da če pogledamo 10-15 let nazaj, da danes Slovenci iščejo slovensko hrano. Da jo vsak dan bolj iščejo, da vsak dan bolj posegamo po slovenski hrani in mislim, da na podeželju je najbolj priljubljeno v bistvu je to kupovanje direktno pri ponudniku, tam, ko je to mogoče.
Ampak treba se zavedati, da vsi ne živimo na podeželju, da je velika množica ljudi pač v mestih. In tukaj brez trgovskih multinacionalk ne gre. Žal pa jaz opažam, pa verjamem, da tudi večinoma vas, da velikokrat potrošnik poseže po slovenski hrani, pa je zaveden, ker v bistvu ga z raznimi špekulacijami multinacionalke zavedejo in on misli, da je kupil slovensko hrano, v bistvu pa to ni slovenska hrana. In jaz tukaj razmišljam v smeri, če je to možno, ne, ali lahko država v teh multinacionalkah zakupi police, kjer bo jasno samo slovenska hrana in ki to tudi nekako nadzoruje. Ker jaz sem skoraj prepričan, če mi potrošniku pokažemo, to je pa kotiček, za katerim stoji ministrstvo pristojno, ker bo dejansko potrošnik vedel, da je to sigurno slovensko, da bi bil to lahko en velik korak naprej. Zadnjič smo ravno pri shemah višjih kakovosti enako razmišljali, kako bi na teh trgovskih policah imeli kotičke, kjer bi bila izključno predstavljena ta hrana. In jaz verjamem, da bi bil to lahko en korak naprej, da bi ljudje, ko pridejo v te trgovske centre, v te velike trgovske hiše, ki prodajajo živila, dejansko imeli na enem mestu označeno, to je pa izključno hrana, ki je pridelana v Sloveniji, za katero pač jamči država tudi s svojim nadzorom in vse, kar pade zraven. Tako da mi moramo v trgovske hiše pokazati, kaj je slovensko in potrošnik ne sme biti zaveden. Ko je enkrat zaveden, verjemite, drugič mu je potem že cena ključna. On mora vedeti, če plača tudi nekaj več, da na koncu, ko pride domov, da je dejansko dobil tisto, kar je mislil, da je kupil, ne da na koncu gotovi, da v bistvu ni dobil tisto, kar kupi. In tretja stvar, ki mi je zelo pomembna in ker sem vesel razmišljanja zadružne zveze, poglejte, zadruge bodo morale postati v bistvu logistični servis. Ravno v tem času krize se to dobro vidi, ker danes ljudje že kar naročajo hrano od urad do urad in enako javni zavodi, enako ustanove in težko si nekdo prvož, da bo naročil hrano na 10 različnih naslovih vsake 2-3 dni. Danes gremo na spletno stran, poklikamo in po domač povedano želimo imeti vse na enem mestu. In jaz tukaj tudi vidim zadružno zvezo, da bi bil ta logistični servis, zato da bodo ustanove lahko v bistvu dobile vse na enem mestu. Tako da moje razmišljanje je, da imamo priložnost, da jo je treba izkoristiti in ta korona situacija nas lahko, bom rekel, ojača, ker vsi vemo, da zdaj iščemo, bom rekel, kratke poti in samo ponuditi jih moramo, pa še enkrat, vsi skupaj, tisti, ki smo v sistemu, tudi Čebelarska zveza pri svojih, mi moramo stati za tem, da je tisto, kar prodamo, dejansko take kvalitete, kot govorimo. Mi moramo svoje, bom rekel, ne dobre prakse sami iz sistema izločiti, mora biti nadzor, kajti potrošnik, ko je enkrat zaveden, potem mu je čisto vseeno, kaj kupuje. Zato jaz večkrat rečem, dokler časa potrošnika ne razočaraš, potem ti zaupa in verjame. In slovenska hrana je zaupanja vredna. Če pa enkrat ne zaupaš, potem pa itak čisto vseeno, kaj kupiš, ker smo se povsod enako. In tukaj je pa na vseh nas skupaj, da smo tudi toliko samokritični, da če pride, da vsi skupaj sistem odreagira in da potrošnik dejansko dobi tisto, kar je na koncu tudi hotel in plačal. Tako da ob dnevu slovenske hrane še enkrat, jaz verjamem, da je edina pot povezovanje in če smo 10 let gradili skupno zgodbo, toliko partnerjev verjamem, da je povezovanje možno in še enkrat, tako kot je bilo rečeno, ne sam dan, dajmo čim prej preideti v teden slovenske hrane in ga probajmo tudi že v naslednjem letu promovirati, ne samo kot dan, ampak kot teden slovenske hrane. Hvala lepa predsedniku. Jaz sedaj mogoče še kakšno vprašanje, bi še kdo rad kaj dodal temu? Strani novinarjev mogoče kakšno vprašanje, ne vidim. Ne? Če ni več vprašanj, potem bi se jaz vsem najlepše zahvalila za tole sodelovanje na novinarski konferenci.
in zaključila z enim stavkom. Dokazali smo, da smo skupaj močnejši in da lahko le skupaj poskrbimo za lepši svet, za svet brez lakote. Hvala lepa. Adijo. Adijo. Hvala lepa vsem in vse lepo naprej tudi želim. Tanja, smem še vprašati? Ja. Mi bomo danes tudi imeli ponovno sestanek z organizatorji prehrane, tisti, ki se ga včeraj niso uspeli udeležiti. Ali bo možno tele posnetke dobiti vaše, ki ste jih, tako da bi jih objavili v spletnem okolju? Jaz bom pa z vami delila izjemno dobre posnetke, didaktično, konkretno, ko so učitelji pripravili zelo, zelo dobro, primerno starostni stopnji otrok, da se dosega določene cilje tako, da bi bilo dobro. Vse lepo želim in se upam, da vidimo kdaj ob priliki, tako. Vsem skupaj lep pozdrav. Ja. Lepo bodite, adijo. Enako, nasvidenje.